vsem svetu je danes odjeknila vest, da naj bi bili najpomembnejši svetovni voditelji čipirani. To novico je danes objavil angleški Guardian, ki se sklicuje na zanesljive vire v britanski obveščevalni službi MI6. Our list presently comprises about 500 influential politicians worldwide. At least half of them have a built-in Power 5 microchip with no automatic function of memory expansion and contraction. Gradually, we are changing them with a 6.0 version regarded as a smart microchip. It's very simple. We stage an emergency surgical procedure, implant the microchip under the skin, and a moment later, the person is already in the network. The technology of radio frequency identification enables the smart microchips to process and exchange data at any given moment. Sliši se srhljivo. Poglejmo, kako so se na dejstvo, da so čipirani, odzvali Obama, Putin in Merklova. I'm deeply disappointed with the work of intelligence services that so brutally interfere in the human rights of the most influential world leaders. My microchip was inserted behind my big right ear. Мои не са делали 100%, че би бил КГБ, би зато я съвсем видел. Они аппараты паметни чипе Союз 21 ist страшно. Hallo, ich bin ja schon da. Guten Tag, bei mir wurden sogar 5 Chips gefunden. Die waren überall auf meinem Busen, Po, Schenkel und Händen. Und 2 davon funktionierten nicht. Ich habe mich wie ein Hund voll von Säcken gefühlt. Und sowas würde ich niemandem gönnen. Na delovanje tujih tajnih služb seveda niso imuni niti naši politiki. Ali je med čipiranimi kdo od slovenskih politikov, sprašujem kolegico Latoja. Čau! Čau, Lorella! Takoje, dokopala sem se do strogo zaupnih dokumentov, ki razkrivajo marsikaj. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so čipirali pokojnega doktorja Drnovška, takratnega predsednika Kučana, osamosvojitelja Janšo in večnega zunanjega ministra Rupla. Po letu 2005, ko so politikom začeli ustavljati različico Power 6, Kučan in Rupel očitno nista bila več zanimiva za tuje obveščevalce. Janši so ustavili pametnejši čip, prvič pa ga je dobil tudi Pahor. Toliko na kratko. Hvala, Latoja. Poglejmo, kaj na to pravijo naši kiborgi. Dejstvo je, da sem edini, ki so mu zamenjali star model. Kučanu ga niso. To čipiranje je dokaz, da sem dejansko edina stalnica v slovenski politiki in kot tak eden redkih, ki je zanimiv za tuje obveščevalne službe. Trenutno ni resnega politika v vzhodni Evropi, ki bi mu 2-krat ustavili čip. Jaz sem tem pisal v knjigi Negotovo življenje, ampak nisem hotel obešati tega na velik zvon zaradi varnosti države. Enkrat sem bil pri zdravniku, mislil sem, da ima žolčne kamne, pa niso bili žolčne kamne, ampak je bil čip in seveda organizem ga očitno ni sprejel, jaz pa tudi ne. Hvala lepa. Tako je sploh, hvala lepa vam. Prav večer. To, da mi tuje tajne službe po letu 2010 niso zamenjali čipa, je po svoje razumljivo. Kot politik že dolgo nisem več aktiven in to tajne službe dobro vedo. To, da imam star model čipa, me niti toliko ne moti, bi pa ob tej priložnosti pozval imetnike čipov Power 5, da organiziram kakšen oldtimerski miting. V studiu zdaj pozdravljam čipiranega predsednika Boruta Pahorja. Dober večer. V kliničnem centru so vam danes odstranili Power 6. Kako se počutite? Počutim se dobro, hvala lepa. Kot politik sem ponosen, da sem se znašel v tako eminentni družbi top 500 čipiranih svetovnih voditeljev, kar je nenazadnje veliko priznanje tudi za Slovenijo. No, po drugi strani pa se kot človek počutim prizadetega in ranjenega. Ali morda veste, kdaj so vas čipirali?
Težko rečem. Nazadnje sem bil v kliničnem centru zaradi vnetja srednjega ušesa. To je bilo leta 2011. Kaj pa predtem? A so vam morda kje v tujini opravili kak operativni poseg? So, ampak že davno. Na lepotni kliniki v Bologni so mi odstranili neko staro tetovažo na riti. Tatu ste imeli na riti, kaj pa, delfinčka? Ne, druže Tito, mi ti se kunemo. Kaj pravite na to, da so vas tajne službe kontrolirale kot psa? Priznam, da me je to razkritje popolnoma šokiralo. Niti v sanjah se nisem predstavljal, da smo že tako daleč. Grozljivo, a ne? Hvala za pojasnila, gospod predsednik. Hvala tudi vam, I love you. Nameščanje implantatov pod kožo politikov ni nekaj novega. Kako in kdaj se je začelo s čipiranjem, smo povprašali našega največjega teoretika zarot Miša Alkalaja z Instituta Jožef Štefan. Začelo se je s čipiranjem hišnih ljubljenčkov. Najprej je šlo zgolj za identifikacijo, kasneje pa so obveščevalne službe na živalih testirale novo generacijo čipov, s katerimi so lahko spremljali tudi njegovega lastnika. Ker s temi podatki niso imeli kaj početi, so razvili poseben pameten čip, ki je avtomatično procesiral podatke o gibanju, navadah in značaju psa. Zato se ne čudim, da danes na podoben način kontrolirajo globalno politiko. Na afero s čipi se je odzval tudi predsednik vlade Miro Cerar. V svoji izjavi zaskrbljeno ugotavlja, da so obveščevalne službe s tajnim čipiranjem vplivnih politikov prestopile tanko mejo dovoljenega. Med drugim je opozoril tudi na nemoč naših obveščevalnih služb. V Sloveniji smo od leta 90 pa vse do danes zamenjali 13 direktorjev Sove. Če k temu prištejemo še 12 direktorjev vojaške obveščevalne službe, ugotovimo, da se je v zadnjih 25 letih z varnostjo države ukvarjalo 25 civilnih in vojaških šefov. Mislim, da je to absolutni svetovni rekord. Pred ljubljanskim kliničnim centrom je zdaj z nami glavna sestra Salome. Pozdravljeni. Ali ste v vaši ustanovi po naročilu tajnih služb kdaj stavljali čipe našim politikom? Ja, na tem mestu lahko z veliko verjetnostjo potrdim, da kirurgi v kliničnem centru niso vstavljali nobenih nedovoljenih implantatov, kaj šele, da bi pacientom vstavljali čipe. Teh podatkov ni v nobeni kartoteki. Ja, je pa možno, da se je zgodilo, ne da bi bili s tem seznanjeni. Osebno močno dvomim, da bi naši kirurgi počeli kaj tako neetičnega. Hvala lepa. Politični komentatorji menijo, da je afera s čipi, kljub vsem dimenzijam tragičnosti, najbolj objektiven dokaz who is who slovenski politiki. Za tuje obveščevalne službe sta zadnje desetletje zanimivale dva. Janša in Pahor, kralj in kraljica. Vsi ostali so le kmetje na šahovnici. Jaz sem mislil, da sem eden ključnih političnih akterjev v Sloveniji, pa očitno ni tako. Jaz moram reči, da sem kar malo razočaran nad tujimi obveščevalnimi službami, ker tako slabo poznajo razmere. Možno, da so me kontrolirali preko psa. Kaj naj rečem? Po eni strani sem vesel, da me niso čipirali, po drugi pa se sprašujem, kako to, da nisem nikoli zanimiv za tuje obveščevalne službe. Niti zdaj v tem mandatu, ko sem predsednik parlamentarne komisije za nadzor nad delom obveščevalnih služb. To se mi zdi skrajno čudno.